Skupaj z gospodom Dolžičem pa sva obiskala azilni dom v Ljubljani in center za tujce v Postojni. Menimo, da ni dejanskih razlogov za pavšalno oceno, da nastanitev otrok v centru za tujce krši njihove pravice zagotovljene s konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah. Prav tako menimo, da nastanitev v azilnem domu ni in ne more biti edina alternativa nastanitvi tujcev v centru. Saj obstajajo tudi druge zakonske možnosti, ki sem jih tudi navedel. Zato je treba po našem mnenju odločitve Ustavnega sodišča, ki so pravzaprav v nasprotju z zakonom o tujcih zahtevale nastanitev tujcev v azilnem domu, uporabiti le v konkretnem primeru, torej tam, kjer je bilo tako odločeno, ne pa tudi tega razširiti na vse podobne primere. Odločitev Ustavnega sodišča v konkretnem primeru, namreč po našem mnenju, ne more imeti avtomatično enakih posledic kot odločitev o ustavnosti zakona in odločitev o izvršitvi takšne odločbe. Temveč je treba v vsakem posameznem primeru ugotavljati, ali bi nastanitev v centru za tujce pomenila kršitev otrokovih pravic. V nasprotnem primeru, če bi upoštevali odločitev Ustavnega sodišča na enak način kot spremembo predpisa, bi namreč konkretna odločitev Ustavnega sodišča dejansko pomenila tudi spremembo zakona o tujcih, glede namena bivanja v azilnem domu. Ustavno sodišče ima po zakonu, Ustavnem sodišču, možnost ob odločanju o konkretni ustavni pritožbi odločiti tudi o ustavnosti predpisa, na katerem temelji sporna odločitev. Vendar tega ni storilo. Torej, ni ugotovilo, da bi bil zakon o tujcih v tem delu neustaven. Glede na skupino prebivalcev bodo prioriteta tistih, ki sami najtežje poskrbijo za svoje pravice. To so predvsem otroci in starejši ljudje, v določeni meri pa tudi hendikepirane osebe, predvsem tiste z motnjami ali pa z boleznimi z področja duševnosti. Kar se pa tiče pojava, da ne govorimo o skupini, ampak govorimo o pojavi, je pa pojav, ki ga bom spremljala na prvem mestu nasilje. In to nasilje ne glede na to, ali se pojavi v družinskem okolju ali v šolskem okolju. Zdaj tedno, 14 dni smo dobili veliko pobud iz medvrstniškega nasilja na osnovnih šolah. Skratka, nasilje v kakršnikoli pojavni obliki, tudi na delovnem mestu, tudi seveda v družini, to bo pa kot pojav v prednosti mojega delovanja.